Ja, lepo pozdravljeni. Kam pluje slovenski šolski sistem? Ali v slovenskem šolskem sistemu otroci oziroma mladi dobijo potrebna znanja? Ali se slovenski šolski sistem prilagaja na spremembe? Ali uči za poklice prihodnosti? Ali sproti vnaša vse nove oblike poučevanja? O tem bo tekla beseda z mojima sogovornikoma, tako da zdaj lepo pozdravljam še v svojem imenu gospoda Elida Bandla in Bernarda Memona. Izmenično bom obema postavljala vprašanja, če pa bo kdo želel odgovarjati na vprašanje sogovornika, ga pa seveda tudi povabim. Naj začnem malce pomladno. Tulipana ne moremo prisiliti, da postane vrtnica, lahko pa ga spodbudimo pri njegovem razvoju. V naš šolski sistem torej vstopajo otroci, ki so vrtnice, in otroci, ki so tulipani. Imamo pa dostikrat občutek, da naš šolski sistem nagovarja devetošolce, da se množično vpisujejo v programe gimnazijskega izobraževanja. Torej posegajo po težkih izobraževalnih programih, ki so zahtevni in jih mogoče ti programi na nek način zafrustrirajo za celo življenje in jim tudi uničijo mladost. Gospod Elido Bandl, ali se preveč učencev vpisuje v gimnazijske programe? Dobar dan, se sliši? Dobar dan vsem najprej. Posebno zahvalo Alenki, ki me je povabila, mi dva sva sodelovala nekdaj na Ministrstvu za šolstvo in sem rade volje pristopil k tej razpravi. To vprašanje je sicer vprašanje, ki ga slišim že od tam dalekih leta 2000. Sigurno vprašanje, ali je preveč gimnazijcev ali je premalo gimnazijcev, tudi sedaj med šolskim prostorom vre preveč gimnazijcev in podobne zadeve. Naj spomnim samo, da v obdobju, ko sem bil na tistem mestu, ko sva z gospo Špelič sedela tudi večkrat za isto mizo in razpravljala, so bili procenti več kot 40 in smo imeli veliki izziv, kako zmanjšati, kako narediti poklicno izobraževanje bolj zanimivo, da pravzaprav se otroci odločajo bolj smelo in razumno, kako dalje. Ampak to je širši družbeni kontekst, ki ga moramo omeniti. Najprej to, da pa bom iz neke svoje anekdote, ko sem se jaz samo odločil za gimnazijo, moj oče je rekel, kaj boš s tem? Kaj boš delal? Ko sem se odločil, da študiram fiziko, je isto rekel. Sedaj, če nek otrok reče, bom šel za strojnega tehnika, bom šel za avtomehanika, starši rečemo, kaj boš šel tam, kaj pa boš v življenju? Torej, ta širši družbeni kontekst ne smemo v bistvu, če me bo kakšna reč srpska uletela noter, se opravičuje, ker delam momentalno na enem projektu v Srbiji in reči srpske kar letijo. Govorim pač dol pri njih s tem jezikom. V bistvu je to, da mislim, da je družbeni kontekst grajen na temu, da želimo vsi postati inženirji, vsi profesori, vsi doktori in podobne zadeve, ker je vrednota tega v društvu velika. To je bilo leta 2000 in verjamete tudi še zdaj. In če provokativno rečem, ali imamo dosti svojih otrok v poklicnih šolah, ali jih imamo več v gimnazijah, pa ne bom rekel, dvigajmo roke. Jaz imam 2 gimnazijca. Ampak v bistvu jih je preveč. Ocenjujem verjetno, da po procentih je preveč. Zakaj? Ker bo kolega kasneje rekel, da na delovnih mestih imamo premalo ljudi z veščinami. Še en problem bi tukaj postavil dvoličnost vseh naš v družbi. Mi pri športnikih veščine sakramensko dobro znamo ceniti. Jih postavljamo na vse pedestale. Veščine, ki izhajajo iz poklicnega izobraževanja, se pa takoj vprašamo, ko nam reče parketar, toliko in toliko to košta, kaj pa zdaj, kje od te cene? Se pravi, vendarle veščinam v prostoru še nismo dali dovoljno pomena. Ko bomo tega tudi v širšem družbenem kontekstu razumeli,
potem bomo lažje tudi otroka prepričali, da gre nekam. In še zadnjo, ker vem, da imam omejen čas, otroke smo naučili nesamostojnosti in pri 15 letih ne zna, zakaj se bi odločil in kaj mu rečemo, ja, beži v gimnazijo, se boš kasneje odločil. Potem imajo pa gimnazijci velike težave s to populacijo. Sem se obrnil proti mojemu kolegu, ki bo kasneje nastopal, in imajo potem gimnazijci, da ne rečem pa tudi srednjošolstvo. Sama politika vpisa bi morala biti, ne bom rekel regulirana, ampak biti podprta z zelo kvalitetnim v bistvu svetovanjem, prikazovanjem možnosti mladim v naprej. Tako, zdaj bi pa vprašanje zastavila gospodu Bernardu Memonu. Torej smo govorili, da zaradi številčnega vpisa v gimnazijske programe trpi vpis na srednje strokovno in poklicno izobraževanje in kateri poklici se zaznavajo kot deficitarni. Ja, hvala lepa, še v mojem imenu pozdrav. Jaz bi se mogoče samo na začetku dotaknil trenutnih številk na trgu dela, da si znamo predstavljati, v čem je težava. Pa se bom osredotočil na mojo območno službo Maribor, ki jo vodim, Zavod za zaposlovanje. Poglejte, ob začetku covida je bila situacija števila brezposelnih na našem območju, ki pokrivamo 4 upravne enote, tudi okoliške, je bila situacija okrog 13.000 brezposelnih. Danes jih imamo za 50% manj, se pravi blizu nekaj čez 6.000. Podobna situacija je na državni ravni. In se spomnim, ko smo bili na številki 70.000 brezposelnih na ravni države, smo se vsi spraševali na naših kolegih, ki jih imamo redne v Ljubljani, ali je to že pravzaprav to dno, ta naravna brezposelnost. Ker veste, da so bile številke v preteklosti veliko več kot 100.000 naprej. Se pravi, potem smo prišli na številko 55.000 brezposelnih oseb v državi in smo rekli, to pa je zdaj to. To pa je zdaj ta naravna brezposelnost, vse ostalo so teže zaposljive osebe in tako naprej. Evo, vidite, nismo tam ostali, številka se je znižala, sedaj smo na številki 45.000. Ampak struktura brezposelnih je pa res zelo zahtevna, ker je tukaj so zdaj pravzaprav že ranljive skupine, noter so tudi invalidi, ki štejejo nekje v deležu 13% in je toliko več dela pravzaprav na samem nivoju Zavoda za zaposlovanje, da lahko te osebe spravimo nazaj na trg dela. Da odgovorim na vprašanje vezano na deficitarne poklice. Poglejte, mi na Zavodu vsako leto nekako se osredotočimo in nekako izberemo skupino deficitarnih poklicov, kjer potem tudi na podlagi teh deficitarnih poklicov peljemo vse naše programe, formalno izobraževanje, neformalno izobraževanje in tako naprej. In lahko rečem, da so tehnični poklici zagotovo tisti, ki so, bom rekel, zelo iskani. Danes, če pride k meni delodajalec, pa me prosi, dajte mi enega električarja, rabim ga nujno, mu ga ne morem dati. Poglejte, v taki situaciji smo. Mi nimamo enega električarja. Mi nimamo pravzaprav na področju strojništva kadrov, ki bi lahko pokrili del proizvodnje. Hodim po terenu in mi delodajalci pravijo, gledajte, jaz bi še tukaj postavil eno halo, zaposlil bi 100 ljudi, ampak ključni razlog, da tega ne storim, ker naročili imam dovolj, kadra nimam. Dejansko so tukaj izzivi precejšnji, da ne govorim o gradbeništvu, kjer smo že skoraj v celoti vezani na tuje delavce, da ne govorim o voznikih težkih tovornjakov, kjer pravzaprav je več kot 90% tujih voznikov teh težkih tovornjakov. Bom se pa sedaj še osredotočil na razmerje gimnazija, srednje strokovno poklicno izobraževanje. Moje stališče je, da zagotovo gimnazije so potrebne, da je v tej smeri treba delati za tiste poklice, kjer je pravzaprav višja dodana vrednost, vendar ne na račun zanemarjanja srednjega poklicnega izobraževanja, kajti upam si reči, da danes tisti, ki so končali srednjo poklicno izobraževanje in so strokovnjaki na področju varilstva, bom govoril na pamet, da čim bolj konkretno, da smo bolj konkretni, nas danes prehitevajo univerzitetno izobražene po levem pasu, po nagrajevanju, po plačah, po neki prosperiteti življenja, ker tudi naše mišljenje glede teh poklicov danes še vedno tisto, to so umazani poklici in tako naprej. Pojdimo k gospodu Akrapoviču in si pogledamo proizvodnjo. Tam je varilstvo čisto na temeljih robotike zgrajeno.
in dela na tem področju je ogromno, povpraševanja je ogromno. In tisti, ki je danes končal nek poklic srednjega poklicnega izobraževanja, je odprl podjetje, je strokovnjak, verjemite mi, da ima prosperiteto življenja večjo. Fokusiral se bom še na medicino. Absolutno podpiram, da je zahtevnost vpisa na medicino dovolj visoka, se pravi za vse tiste, ki bojo pravzaprav delali z tistimi najobčutljivejšim delom prebivalstva, se pravi na področju zdravja. Vendar se mi zdi, da smo tudi tukaj zamudili vlak, kajti jaz vem, da v 90-ih letih je bil zelo velik interes vpisa na medicino, tudi z strani srednjih zdravstvenih šol, tisti, ki so končali srednjo zdravstveno šolo in tako naprej, in smo jih pustili pred vrati. Zakaj smo jih pustili pred vrati? Zaradi tega, ker niso bili dobri v matematiki, fiziki, kemiji, niso imeli konkurenčne prednosti napram gimnazijcem, kar je treba priznati, in so obveseli. Vendar imajo zagotovo zelo dobre podlage, ker so šli skozi 4-letni srednješolski program, da bi lahko bili mogoče dobri družinski zdravniki. Ne govorim sedaj o znanstvenikih na področju biotehnologije in tako naprej, kirurgije, ampak na področju družinske medicine, kjer pa ti rabiš to empatijo, znanje v širokih paleti, mogoče malo manj specializirano na specifični ravni, smo pa ta vlak zamudili. In se mi zdi, da se šole niso znale prilagoditi tistim, ki bodo nadaljevali znanstveno raziskovalno delo, tistim, ki bodo šli v področje kirurgije in visoke zahtevnosti v medicini, in tisti, ki bi pa morali pokriti to osnovno družinsko dejavnost družinske medicine, za katere danes ugotavljamo, da jih pomanjkuje 1000, 2000. Slišim številke, ki so enormne. Vem pa iz izkušenj, ker sem s temi ljudmi bil tudi v kontaktu, zamudili so vlak, niso se vpisali potem na medicino, so šli na druge programe in danes bi mogoče bili odlični zdravniki. Omenil bom, sem že mogoče malo predolgi, omenil bom še področje lesarstva. Jaz sem bil na višji šoli za lesarstvo na obisku, ker želim biti čim bolj v stiku z šolami in z delodajalci, da lahko realno potem tudi sprejemamo odločitve. In višja lesarska šola je znala svoj program prilagoditi, to, kar je danes že tudi predsednik govoril in je bilo povedano, uporabnim znanjem. Uporabnim znanjem. Se pravi, nekako sem dobil zagotovilo, pri nas ni nujno, da si odličen v matematiki, odličen v fiziki, kar je seveda pomembno v naravoslovnih predmetih, ampak mi izobrazimo dobrega inženirja lesarstva, ki nam ga Avstrijci takoj zaposlijo. Zaposli ga Kartago v Murski Soboti. Dobijo zaposlitev brez težav. Šola je samo malo prilagodila ta znanja, to pomeni, da se lahko vpišeš na ta šolski program, tudi če nisi morebiti bil najboljši v tehničnih znanjih, kar dobro vemo, da danes na srednjo elektrotehnično šolo moraš biti že tudi dober v teh predznanjih, matematika, fizika, kemija in tako naprej. Kaj hočem povedati? Povedati želim samo to, da še imamo tukaj veliko manevrskega prostora, če se bomo znali poslušati in če bomo znali prilagajati programe ljudem in potrebam po uporabnih znanjih. Hvala za zelo dobre iztočnice. Zdaj, kako, gospod Elido Bandelj, pa bi bilo potrebno torej spremeniti te programe srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega strokovnega izobraževanja, da bi bili ti programi bolj zanimivi za vpis, da se bodo devetošolci raje odločali zanje? Poglejte, programi, ki so trenutno v veljavi, imajo tudi svoje minuse, ampak imajo tudi svoje pluse. In kolega je ravno sedaj govoril o tem, da s temi programi se doseže kvaliteto v tem tehničnem strokovnem izobraževanju, kar dejansko je, ker trg dela jih požre, koliko jih je. To se pravi, da vendarle ni samo, da ta segment ne daje kvalitete. Zdaj, verjetno znate, da poteka, tako kot je predsednik prej rekel, tudi ena izmed širših prenov, večkratnih prenov teh programov. Vprašanje je, če je potrebno vse programe prenoviti. V obdobju, ko sem sam vodil Center za poklicno izobraževanje, smo stali na tem stališču, kar je kolega rekel. Pustimo šoli določen vpliv na okolico, prilagoditev z tako imenovanim odprtim kurikulom, kjer smo sledili dva načina prilagajanja. Ta je najprej, da prilagodimo program, izhod programa potrebam trga dela, kaj delodajalci od diplomanta ali tega, ki konča srednjo šolo, pričakujejo in sledimo tem trendom, a druga stvar je, kje bo še konc delal, kje živi,
ker na kraju kraja šola najprej ustvarja verjetno za svojo okolico, kasneje razmišlja tudi v širšem kontekstu, to prilagajati lokalnim delodajalcem. Kako je to uspevalo? Zelo različno, zelo različno. To je verjetno neka stvar, ki je potrebno še naprej gojiti, pustiti strokovnjakom iz tega področja, učiteljem, praktikom, ki delajo na poklicnem in strokovnem izobraževanju, da tukaj nadaljujejo na ta način dela. Jasno je pa, jih je treba tudi njih neprestano usposabljati in mislim, da tu smo malo zaspali v zadnjem času. V preteklih letih je bilo veliko denarja investirano v usposabljanje učiteljev, ko so prihajale nove tehnologije, če govorim samo malo na hitro. Ko smo počeli govoriti o avtomatizaciji delovnih procesov, jasno smo to ustavili noter. Ko smo govorili o robotizaciji, smo postavili noter. Ko smo govorili o industriji 0.4, smo ta znanja ukomponirali. Sedaj je 5.0, umetna inteligenca, treba to ukomponirati, ampak ne na ta način, kot je prej predsednik nekako omenil, da se samo to uporablja, ne, ampak da se razume, kaj je za tega. Da se razume in kritično zna oceniti, kaj tu se dobi. Na kraju kraja, spet malo provokativno, ne vem, če je kakšen pravnik tu, ne, umetna inteligenca sigurno primerja med zakoni bolje kot moji možgani in interpretira podobnosti in ne. Vprašanje je pa o neživljenjskosti od zadaj, če je. Ali pa v umetnosti. Vse se ne loči več sliko, ki je naredi umetna inteligenca ali pa umetnik. Ampak od tisti, ki se bavi s tem, že vidi razliko, čuti neko drugo zadevo. Torej, tu smo v razvoju, treba v tem kontekstu razmišljati. Ampak šola, pa vrnem se na predsednika že spet, ko je rekel gospod Tonin, šola je vzgojno-izobraževalna ustanova. To piše še v zakonu in je treba oba dva segmenta. Spoštovanje delodajalcem rabijo delovno silo, usposobljeno delo z veščinami, znanjami, jaz poudarjam vedno veščine, ampak šolstvo ima še en drugi segment. Tako, hvala lepa. Zdaj pa ena od težav. Srednješolski izobraževalni sistemi imajo velik osip. Dijaki, ki zapustijo šolski sistem, so nekako izgubljena priložnost za našo družbo. Eno manjšo peščico teh zajame PUM, to je projektno učenje mlajših odraslih do 29. leta in preko PUM-a dokončajo izobraževanje in pridobijo srednješolsko izobrazbo. Gre pa torej le za eno peščico mladih, ki se v to vključijo, ostali večinoma ne pridobijo poklica. Moje vprašanje pa je, kako pomaga mladim Zavod za zaposlovanje, ali imajo preko Zavoda za zaposlovanje taki mladi kakšno možnost za dokončanje šolanja oziroma prekvalifikacijo, da pridobijo vsaj en poklic. Ja, zakaj je to vprašanje pomembno? Mi pravzaprav poskušamo zdaj na vseh segmentih mobilizirati tako mladino, kot tiste, ki so obviseli v sistemu kot brezposelni in tako naprej, kajti imamo na eni strani v lanskem letu smo imeli 157.000 prostih delovnih mest v naši državi, 157.000 prostih delovnih mest, brezposelnih oseb v evidencah pa imamo 45.000, kot sem že prej povedal. Se pravi, je skoraj nemogoče z domačo delovno silo, tudi če bi aktivirali vse brezposelne osebe, je nemogoče zadovoljiti potrebe trga dela. PUMO je zagotovo eden iz pomembnih programov, kjer poskušamo mlade, ki so morebiti obviseli v srednješolskem izobraževanju ali pa niso končali šolanja zaradi različnih razlogov, tudi družinskih in tako naprej, da jih nekako opolnomočimo do te mere, da pri njih dozori zavedanje, da morajo nekaj storiti. Ali gredo k delodajalcu, se vključijo v delovne procese, ali pa še kar je bolje, da zaključijo šolo. Tukaj imamo kar relativno dobre uspehe, kajti nekako okrog 60% teh mladih se pobere na noge in dejansko se vpiše v neki izobraževalni program in ga zaključi. Kar na drugi strani zelo pogrešam je ta
model kariernih središč, ki so bile v preteklosti relativno močne. Zdaj, zakaj so bila močna v preteklosti razvita karierna središča, domnevam tudi zaradi visoke rodnosti, ki smo jo v zadnjem obdobju seveda razpolovili število živorojenih otrok. Ta karierna središča so bila odlična rešitev, da so lahko šole, dijake, osnovnošolce nekako usmerjale v tiste poklice, o katerih smo se prej spraševali, da so deficitarni. Ker pa poskušamo sedaj to zadevo popraviti, jaz upam, da bo tudi to področje kariernih središč zaživelo v prihodnje in na Zavodu za zaposlovanje moram reči, da kar vlagamo veliko energije, da bo karierna središča ponovno polna obiskov, se pravi šolarjev, da bodo avtobusi prihajali, da bo prišlo do informiranja in tako naprej in upam tudi na boljšo rodnost. Seveda mi poskušamo še tudi z programi na področju formalnega izobraževanja vsem tistim, ki niso zaključili osnovne šole in pomagamo, da dejansko zaključijo, seveda tu gre predvsem za brezposelne osebe, tudi Rome, ki so mlajši od 26 let. Potem gre tudi z temi formalnimi izobraževanji, nekako pomagamo tudi tistim in seveda tudi sfinanciramo z področja integralnega dela proračuna in sodelovanja z Ministrstvom za šolstvo, pomagamo tudi tistim, ki niso zaključili mature, poklicne mature, zaključnega izpita in tako naprej. Dejansko merila in vse to, kar je vezano na upravičenost, seveda je odvisno od kriterijev, ki jih poda Ministrstvo za šolstvo in z tega področja lahko rečem, da smo tudi zelo aktivni na vseh teh segmentih, se pravi formalnega izobraževanja in tudi neformalnega, o katerem bomo verjetno kasneje kaj več povedali. Zdaj pa eno tako zelo tehnično vprašanje. Ali Slovenija pri vnašanju sprememb ubira popolnoma lastno pot ali si je izbrala kakšen idealen sistem določene države, ki ga skuša preslikati v našo družbo? Vse države se nahajajo pred ključnim vprašanjem, kako izobraževati za poklice prihodnosti. A bi bilo kakšno državo vredno posnemati? Počel bom za svojo logiko. Ko govorimo o tujih sistemih, je dobro, pa ker sem iz obale, bo ena italijanska reč, beseda vmes. Tuje sisteme treba ne kopirati, ampak kapirati, znači razumeti. Mislim, da družbeni konteksti, ekonomski konteksti, zgodovinski konteksti pomenijo dosti za narod in ne moreš ti kar nekaj prinesti v svoje okolje in usaditi, ker je običajno to tujka, ki težko zaživi. Normalno v preteklosti je naš izobraževalni sistem poskušal dobre prakse prinesti, ali so se dejansko dobro prijele ali niso, je to zelo odvisno, če smo jih mi v notranjosti edukatorji jih prevzeli kot svoje. Sedaj, malo se bom še navezal in kasneje bom odgovoril, kaj bi je, če bi že koga bi gledal. V bistvu šole, razvoj šol mora biti tudi povezan z tem, kar je kolega prej govoril, namreč mladih je vedno manj, nažalost. Mi delamo vse več let, naša karijera traja 40 let, ni več, kar sami ste v parlamentu in znate kako in kaj. Potrebno je graditi vseživljenjske centre. Šola se ne bo mogla več ukvarjati samo z mladimi, morala se bo ukvarjati z prekvalifikacijami, z dokvalifikacijami, kot je rekel kolega, neformalnim usposabljanjem za potrebe trga dela, kar terja snovalcem v razmislek tudi, kako mora izgledati potem to šolstvo. Če ga gradiš ti kot mozaik, ki ga nadgrajuješ, ne samo po stopnjah, kar smo do sedaj, horizontalno nadgrajuješ, z novimi znanji, z novimi potrebami na tvojem delovnem mestu, na trgu dela, potem je treba tudi samo osnovo, ki je dobi mlad, nekoliko premisliti, kaj in kako. V vsakem slučaju
Bodočnost je šolskega sistema sigurno v centrih vseživljenjskega učenja, kjer bo šola morala biti odprta za vse ciljne grupe. Jasno, ko govorim o šoli, ne govorim o javni šoli, govorim o šoli nasplošno. In temu bo se treba prilagoditi. Sedaj še tisto izdelovalno vprašanje, koga bi jaz priporočil gledati. Ja, že odavno sem v finski sistem kar lepo, ne bom rekel zaljubljen, ampak vem, da imajo zelo dober pristop do posameznika, razvijajo pravzaprav njegove talente in tu se navežem tudi na karierne centre. Talent se ne išče v mojih letih, talent se išče v mladosti. In če učitelj zna prepoznati talente in znamo razvijati, spet grem malo na šport, trener prepozna talent v nekem športu in ga zna razvijati, potem lahko dosežemo svoje maksimume. To v šolskem sistemu sigurno manjka in mislim, da je tu smiselno tudi kakšne napore dodatne narediti. Ja, v prejšnjem vprašanju smo slišali, da je velik razkorak med prijavljenimi na Zavodu za zaposlovanje in potrebami trga. Kako pa potem Zavod za zaposlovanje sploh pridobi kadre, ki jih potrebuje trg dela? Ja, situacija je še težja, kot sem prej povedal, ker sem pozabil omeniti, da tista prosta delovna mesta, ki so bila objavljena, se pravi teh 157 000 prostih delovnih mest v lanskem letu, prostih delovnih mest je bilo objavljenih preko Zavoda za zaposlovanje, vemo pa, da niso vsi zakonsko dolžni objavljati prostih delovnih mest, tako da jaz predvidevam, da je številka čez 200 000 prostih delovnih mest. Ta situacija je še težja, to sem samo želel dopolniti. Ja, mi kaj delamo, da pravzaprav pridemo naproti delodajalcem. Zelo intenzivno se zdaj ukvarjamo za to strukturo dolgotrajno brezposelnih oseb, to so tisti, ki so v naših evidencah leto dni ali več, pade jim že samopodoba, pade jim delovna kondicija, večino stvari vidijo zelo tako negativno, dosti anksioznosti, depresije, ne nazadnje tudi suicidnosti. Dejansko sem bil na eni konferenci, kjer je ta problem bil zelo izpostavljen strani strokovnjakov. Vključujemo psihologe, psihologi nam uhajajo, ker je v gospodarstvu so višje plače, tako da smo v enem začaranem krogu, kar se tiče te zahtevnejše strukture dolgotrajno brezposelnih oseb, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo. Na drugi strani se zelo obračamo po tuji delovni sili. Vem, da so različni pogledi glede tuje delovne sile in integracijskih postopkov, tukaj je zagotovo še kar nekaj izzivov, ampak jaz lahko skoraj zdaj z zagotovostjo potrdim, govorim na podlagi mojega obiska po terenu, da brez tuje delovne sile ne bo šlo. Kajti rodnost, tudi če danes ustvarimo idealne pogoje za rodnost, bodo rezultati čez 40 let, do takrat pa moramo preživeti. In preživeli bomo na teh področjih deficitarnih poklicev izključno z tujo delovno silo. Zahodni Balkan je zagotovo tisti, kjer smo zelo aktivni, tudi z sejmi. Bom rekel, iskalcev zaposlitev je kar nekaj. Bom rekel, še vedno Srbija, Črna Gora, Makedonija, Bosna in Hercegovina. Ocena, da je ta bazen prazen, je po mojem mnenju špekulativne narave, kajti marsikateri delodajalec si želi, da bi imel neposredni stik, možnost dejansko do tretjih držav in s tem do nekako posledično dumping plač, tega si seveda ne želimo, tako da bazen nikakor ni prazen, govorim iz izkušenj, ker sem tam bil. Tako da mogoče samo še to, da dejansko sejmi v domovini, doma, karierni sejmi, zaposlitveni sejmi, tukaj smo tudi zelo aktivni, ampak tukaj gre bolj za te, ki bi želeli morebiti zamenjati karierno pot in dogaja se tudi to, da si delodajalci, moram pač povedati, čim bolj neposredno, delodajalci si med svoj kradejo kaderne. Nekdo ponudi boljše pogoje in ok, grem tja. Tu je še kar nekaj izzivov pri mladih, če bodo se znali delodajalci prilagoditi mladim, ki želijo imeti posebne, bom rekel, pogoje, zelo cenijo prosti delovni čas,
delo nadaljavo in tako naprej, če bodo se lahko v teh segmentih prilagodili mladim, bodo zagotovo še imeli nekaj možnosti za zapolnitev delovnih mest. Fokusiramo se tudi na Argentino, ker tam je slovenska skupnost, računamo nekje na bazen 30.000 ljudi, ki bi se želeli zaradi stanja v Argentini vrniti v Republiko Slovenijo. To so ljudje, ki znajo slovenski jezik, ne bom rekel vsi, ampak vseeno bom rekel, če je vsaj 10% teh, ki jih bomo lahko pripeljali v Slovenijo, je to že tudi neka dodana vrednost. Ja, čas se nam nekako malo izteka, nismo se mogli dotakniti normativov v šolstvu, če jih je treba spremeniti, tudi nismo mogli o pomenu vzgoje v šolstvu spregovoriti, ali se pravilno nastavljajo ravnatelji, tako da bi zdaj obema zastavila samo še tisto čisto zadnje vprašanje, katere kompetence pri mladih najbolj pogrešamo, ali bi bilo potrebno vključiti v šolske kurikule več znanja jezikov, več digitalnega znanja, več znanja podjetništva, več naravoslovno-matematičnih znanj, socialna kompetenca, državljanska kompetenca, preprosto kompetenca odgovornosti, za eno besedo, katero znanje bi vidva izpostavila kot najbolj pomembno, z enim stavkom. To je pa zelo velik izziv. Vsekakor našteli ste kompetence, ki jih lahko rečemo, vse jih rabimo. V bodočnosti vse jih rabimo, tu je težko neko potegniti ven kot najpomembnejšo. Vsekakor je mladega treba naučiti, da zna v svojem okolju sodelovati, da ima znanja in spretnosti, da se zna prilagajati in da pravzaprav je dovoljno vztrajen pri svojem delu, da ga tudi zaključi. V bistvu kako to doseči? To se ne doseže z kurikuli, ampak se doseže z načinom dela z mladim. Ampak to bi bilo tudi potrebno razmišljati tudi pri odraslih, jer cel čas dejansko govorimo o temu, da smo vsi delovno aktivni, na tiste, katere treba misliti. Kako reši problem delodajalec, vzame nekoga, ki nima ustreznih kompetenc in ga nauči. Tako reši. In ker mu proizvodnja gre. In zdaj čakati se na mladih ne gre. Se pravi, sistem mora skrbeti o celotni populaciji delovno aktivni. In tudi nam manjkajo neke kompetence. Brez skrbi. Tako, še gospod Bernard Memon. Ja, Evropska unija in tudi Slovenija daje zdaj zelo velike poudarke temu, da dejansko poleg izkušenj, izobrazbe vpisujemo tudi posamezne kompetence in bo to preko nove platforme trga dela bo vidna tudi kompetenca, posamezna certificirana znanja pridobljena, bodo vidna tudi delodajalcem neposredno in se daje temu zelo velik poudarek. Če bi pa zdaj splošno odgovoril, jaz bi mogoče pri mladih, če bi lahko priporočal, da bi morali delati mogoče čim več na kompetencah timskega dela, ker je pri mladih mogoče malo preveč individualizma, potem tudi kritičnega razmišljanja v smislu, da znaš nek problem kritično oceniti in ga nekako rešiti, medkulturne in te kompetence, ker bomo vedno bolj delali v nekih multikulturnih okoljih in seveda bi rekel praktična uporabna znanja, se pravi čim več praktičnih vsebin. Avstrijci so nas tukaj malo prehiteli, vpeljali so zelo uspešno področje vajeništva, mi smo tukaj mogoče na tem področju, tu so šolski strokovnjaki, ki bodo znali razloge povedati, zakaj vajeništvo pri nas ni zaživelo v tako veliki meri. In tudi, kar je danes že bilo povedano, ugotavljanje talentov, talent center, ki ga imamo v Gradcu, kjer že mladega na podlagi nekih merljivih podatkov znajo usmeriti bom rekel, v tiste poklice, kjer imajo sposobnosti, talente in so pravzaprav tudi na trgu dela iskani. Tako da paleta teh je zagotovo široka, predvsem pa tudi to, da bodo se znali usmeriti v ta naravoslovno-matematična znanja, kajti znanja z področja digitalnih tehnologij bodo vedno bolj iskana, ker prihaja umetna inteligenca, marsikateri avtomatizirani postopki bodo prihajali v delovne procese, da ne govorimo o 3D
tiskalnikih, kjer že zdaj naredijo srčno zaklopko, pa na drugi strani Eliso za vetrno elektrarno. Tako da želim samo povedati, kam grejo naši poklici prihodnosti in temu se bodo morale nekako prilagajati tudi zahteve po ustreznih kompetencah. Ja, vsem zelo dobro teče beseda, tako da iz enega stavka naredimo 10 stavkov. Jaz bi zdaj samo rekla, da vseeno, vi ste naši poslušalci, mogoče bi kakšno vprašanje prišlo tudi iz publike, to pomeni, če se je komu utrnilo kakšno vprašanje, lepo povabljen, da to vprašanje tudi zastavi. Hvala lepa. Hvala lepa razpravljalcema. Lepo ste pokazali situacija iz šolskem sistemu, pa kjer so tudi rešitve. Jaz si bi pa vrnil na vprašanje, kam pluje slovenski šolski sistem. Če se ne bo nič spremenilo, če se te rešitve, ki sta vidva danes dala, ne bodo zgodile, do katerega pristanišča bomo prišli. Pa brez da bi tukaj strašili. Hvala. Ja, vprašanje je zelo retorično zastavljeno, tako da ne vem, če bomo nanj odgovorili v celoti. Upam, da bo tale naš celotno dopoldne poskušalo odgovarjati na to vprašanje. Jaz mislim, da zdaj težko govorimo, a smo mi ena ladja, ki pluje z razpetimi jadri, se super prilagaja, tako kar reče ta Finka Hanna Nikanen, mi smo finski sistem omenjali danes, jaz sem največ o finskem sistemu brala, ker je tudi meni najbližji in ona pač pravi, da lahko ladja pluje tudi tako, da jo sem in tja premetava, pa skuša preživeti, lahko je tudi malo potapljajoča, lahko je tudi malo nasedla. To pomeni, če se bomo vsi, prav vsi vključili v ta sistem, da bomo poskušali pomagati, da bo ta ladja plula bolje, potem bo ta ladja plula bolje. Če pa bomo pustili, da jo sem in tja nosi ena drobna spremembica in droben popravek, ki samo životarjenju pripomore tej ladji, potem pa to ne bo dobro. To pomeni, jaz upam, da te spremembe, ki bodo še v naslednjih panelih tudi podane, vse skupaj pripomorejo k temu, da bomo dobili veter v jadra in da bo naša ladja plula bolje. A je še kakšno vprašanje? Jaz sem tukaj kar sama odgovorila. Jaz bi mogoče samo čisto na kratko še odgovoril. Jaz mislim, da kam bomo prišli. Prišli bomo tja, da tisti, ki imajo dodano vrednost, ki imajo izobrazbo, bodo iskali boljše pogoje tudi čez mejo. Mi bomo pa mogoče bazen za tiste, ki pravzaprav bojo prihajali k nam iz drugih držav, tretjih držav, bojo delali pa mogoče na delovnih procesih, kjer je delo na nižji dodani vrednosti. Tega se bojim, da se bo to zgodilo, če se ne bo nič spremenilo, kajti treba je povedati, da je tukaj še celoten dežnik, ki je najbolj odvisen, so stvari od njega odvisni, to pa je rodnost. Ja, pa tudi jaz bom nekaj dodal vseeno. Popolnoma se strinjam s kolegom, kar je rekel, kaj nas pričakuje. V vsakem slučaju naše šolstvo da tudi zelo dobre strokovnjake, bodimo iskreni, in nam jih pokupijo. Ali je to keramičar ali je pa to diplomirani inženir. Nam jih sistem pokupi, ampak ne naš, žal drugi. Zgubili bomo, jaz mislim, če ne bomo znali vse stvari povezati, zgubili bomo dobre in ostalo nam bo to, kar je kolega rekel, nižja delovna mesta in za ta nižja delovna mesta bomo uvažali tujce, ki ne bodo znali niti našega jezika, nažalost. In to mislim, da je najgorša varianta, katero upam, da se ne bo zgodila, ker upam, da znamo strniti vrste v tem kontekstu. Tam zadaj je bila ena roka. Ja, jaz, če sem že na vrsti. Roman Krajnc. Veste, kako izgleda, Freibarjev so informativni dnevi, veste, kako to izgleda informativni dan v srednji šoli? Predstavljaš izobraževalni program, poslušalci so osnovnošolci, ampak mami, ati zraven, mogoče še babi, in potem gledaš auditorij, pa iščem mladince, 15-letne, iščem, dobesedno iščem, kdo pride na informativni dan, je starši in otroci seveda. Kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko starši očitno ne vedo, kaj svetovati svojemu otroku. Očitno,
Jaz, pred 40 leti mi je bilo zelo jasno, da bom šel za avtomehanika, okleval sem pa med avtomehanik pa vodovodni inštalater. Zakaj? Ker sem se učil z delom kot otrok, ne, z delom in se tako potem odločil. Ne. Gospod Banjol, zakaj finski model? Mi dobro vemo, dobro znamo, kaj je za nas dobro za Slovenijo. Samo stroko treba poslušati. Koliko pa ima potem finski učitelj plačo, kakšna je skupina finskih otrok razreda, naši kolegi hodijo po finski, ni da ni, ne, znamo. Mi to znamo delati, samo stroko treba poslušati. CEPI mora biti odziven, kajti CEPI je naša podpora za strokovno izobraževanje. Predmetni katalogi niso preobsežni, izpitni katalogi niso. Samo treba je dati, moč učitelju, vse jo imamo, ampak preveč je razprav. Poglejte, bom zaključil, ker tega debat je dosti. Šofer, poklicni šofer. Zadnji, kar je znano, se pravi, obrtna zbornica, gospodarska zbornica forsira, išče varianto izobraževalnega programa voznik, poklicni voznik. Zadeva se je nekako stavila, ker ministrstvo ne želi, za nekatero, nima veze, ne želi financirati C kategorije, pridobitev vozniškega dovoljenja C kategorije, ker bi bil pogoj za končanje troletni voznik. Evo, to je zdaj stanje. Šoferjev pa ni. In tako dalje, lejte, milijon zgodb, ampak tu zaključil. Ja, ker gospod Elido. Nekaj se bom vseeno dovolil iz svojih izkušenj. Ko smo delali neko analizo, na osnovi česa se otroci odločajo, bo presenetljivo na osnovi odločitve mame. Tako, mimo grede, ne. Druga je na osnovi odločitve kolega, svojo odločitev, kam se bi upisal, zelo malo, majhen procent. Se upravičujem mame, verjetno tudi očetje to dajo neki doprinos. Se pravi, to je resnica, kar je kolega rekel, da v bistvu otroci niso samostojni pri teh odločitvah. Zakaj niso samostojni, to je še ena konferenca. Dualni sistem se v naši državi v več poskusih ni uspel postaviti, pa ne bom rekel zakaj ali ne zakaj. V bistvu zato smo poskušali z učenjem na delovnem mestu nekako ga poskusiti nadomestiti. Kaj pomeni učenje na delovnem mestu? Da del praktičnega usposabljanja mora obvezno delati na delovnem mestu, ker je to neka socializacija, neka pridobivanje teh kompetenc, ki smo jih prej omenjali. Poskusov je mnogo, Finska pa je meni osebno všeč, sem prej rekel, ampak če bi pa preslikal v naš kontekst, težko bo zaživela. Spoštovani, a bi jaz lahko vas vendarle opomnila, da imamo časovnico. Zato bi rada, da tisti, ki ste zdajle na vrsti, zdaj ste zelo kratki in jasni s svojimi vprašanji in tudi tako naj bo z odgovori, damo še eno vprašanje, potem moramo iti naprej tudi zaradi naših gostov. Mislim, da se je prijavila k besedi poslanka Iva Dimic. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Z zanimanjem sem poslušala vašo razpravo in sem res vesela, da imamo take goste v tej sredi. Jaz bi samo eno mogoče vprašanje je bilo, zakaj se, če je prevelik vpis na gimnazije, ne? Jaz sama lahko pa tudi, ker pokrivam to področje, rečem, da tukaj je seveda ne sam problem staršev, to, kar je otrok, kar je prej kolega govoril, ampak predvsem staršev. Zakaj starši vpisujejo, bom rekla, otroke, za katere že osnovna šola je pokazala, da mogoče bo gimnazijski program za njih težek in jih vpisujejo v gimnazijske programe. Rečejo zato, ker se želijo otroci, se še ne morejo odločiti, in potem starši, ta vzgoja, nas staršev, mislim, da je potrebno najprej nas izobraziti, kakor da gremo potem na otroke, ker mi smo potem tisti, ki otroka mogoče z vpisom v gimnazijo na neki točki zablokiramo in potem seveda so
podporne izobraževalne študije, katerih vi predstavljate, mogoče pomoč, da pride tak otrok potem tudi do poklica. Se mi zdi, da ta sprememba in mogoče tudi način ocenjevanja, sama podpiram sistem, da se gre ocenjevanje iz številčnega na odstotni in potem otrok, če ne dosega 78%, 80 se ne more niti upisati v gimnazijo. No, to, mislim, mogoče je to preveč že za ta čas, ampak mislim, da bo poslej ko prej potrebno tudi o tem razmisliti. No, sam tako. Iva, hvala za vprašanje. Hvala za vprašanje, prosim za kratek odgovor. Jaz bom na primeru povedal, do mene je prišla ena mama, pa je rekla, jaz imam odličnakinjo mojo hčero in jo na vsak način jo želijo spraviti v gimnazijo, šolski svetovalni delavci, in češ, da je odlična, da je bi bilo škoda za poklicno šolo, pa je mama odgovorila, jaz bi pa želela, da gre na poklicno šolo, ker je v Rogaški Slatini en program, za katerega že ve, da bi lahko tudi mogoče kdaj imela zasebno prakso, pa je bil odgovor, ne, vaše hčere je škoda, vaša mora iti študirati in tako naprej. Se pravi, prišlo je do tega kontrakomunikacije, ko je predstavnica šolstva prepričevala mamo, kaj je najboljše za njenega otroka. Jaz mislim, da to ni ravno prava pot. Ne, to je moj odgovor. Kljub temu, da gimnazijce pa rabimo, da se ne bomo narobe razumeli, rabimo jih, ker pa nam ustvarjajo na drugi strani visoko dodano vrednost, ampak treba pa srce tudi poslušati. Ne? Če si družina želi, če si hčerka želi, zakaj bi takšnega otroka usmerjal v programe, gimnazijske programe, ki pa potem zahtevajo tudi nadaljnjo šolanje naprej, ne? Izobraževanje. Tako, jaz bi se zahvalila gostoma za sodelovanje v panelu, kam pluje slovenski šolski sistem, in bi rekla, če bomo vsi, res vsi sodelovali, da to barko, to ladjo, bomo rekli, zapluje, da ta barka, ladja zapluje v boljše vode, torej morali se bomo poslušati, vsi, ki smo vključeni v to. Učitelj, učenec, starši, to je ta osnovni trikotnik. Šolski sistem bo moral poslušati ta osnovni trikotnik, zato da bo ladja plula z razpetimi jadri. Tako da zdaj res najlepša hvala današnjima gostoma, se jima zahvaljujem za vse izrečene predloge, misli in razmišljanja.